Čakaj, v Afganistanu si bil še takrat, ko so bili Američani? Ne, tik po vojni sem bil. Aha, Tako da... so že talibani prevzeli oblast? Ne še. To je bilo glih preden so, en let preden so talibani Koliko časa je potrajalo? Se ni bilo veliko. Od takrat, ko so Američani šli. A ja, takoj so prevzeli. Ja, in ti si bil glih vmes še. Ne, jaz sem bil, no, Američani, zdaj, a veš, ni bilo več vojne, ko sem bil jaz tam. Jaz sem bil tam 4 leta nazaj, no. Tik preden so, kdaj so talibani, so ne 3 leta, ne 2, 3. Jaz sem bil pa 4. Ne vem zdaj, ampak takoj, ko so Američani šli, so oni prevzeli oblast. Ja, mislim, Američani zares, vse so še zmer tam, no. Ja. Bili, no. Zdaj pa ne več, ja, tako. Kakšne bo vzdušje? A se da recimo, če bi iz Irana hotel priti tja, bi se dal? Pojma nimam, jaz sem šel direkt na letu. Kabul, tako, mislim, Kabulu je bilo tako, nisem mogel, jaz, ko sem priletel, mislim, bilo zanimivo, no, fajn je bilo, v bistvu sem videl najprej neprebojni Jopič, pa čelado, pa telefon, že splačano kartico in si se mogel, vsak dan si mogel poklicati, če si se živ. In jaz sem pozabil, ne, in je bila cela štava. To ti je afganska oblast dala? Ja, njihovi. Se kdo ti pa poslal pravzaprav, kakšen naročnik? Ja, ITF. Prav greš fotografirati, kako se razminira? Razminiranje, ja, in smo šli po celem Afganistanu. Kako so te pa najdli? Jaz že 20 let delam za njih, ja. In je bilo tako, mislim, stanovali smo na takem vojaškem kompoundu, ne. V zabojnikih vsak ima svoj bunker, ne, če bi bili in pol dejansko, ko sem jaz šel, so dejansko pol napadli ta kompound, ne, kot se reče. Talibani, takrat še niso bili na oblasti, ne, in je bilo kar nekaj mrtvih. Sicer bolj med temi stražarji, pa v bistvu lokalci, mislim, da mednarodnih je bilo tudi nekaj težko ranjenih, pač neke bombe so metali. Ko sem bil jaz tam, se bi bilo treba pogledati, so glih napadli mednarodno letališče in to čisto zraven letališča je pokal kar pri norcih, veš, so pač z minometi, pa so pa Američani s helikopterji prileteli, s temi Chinooki pa Apache, ne, in je sam začel pokati, ne, in pol je bilo mir, ne, pol so pa naslednji dan pač objavili, da je bil nek kao, rocket malfunction in so še 30 civilistov zraven. Čakaj, razminiranje, ne? Tam je puščava več ali manj, koliko se spomnim. Je to pol v pesku, v šodru, tiste mine ali kje drugje? Nekaj je bilo protipehotnih, a ne? Zakopanih? Ampak manj. Tam je največ ta NUS, kot se reče, ne? Neeksplodirana ubojna sredstva, a ne? To se pravi, to je od vojne, ne? Se pravi, bazuke, ki niso, eksplodira vsak projektil, ki ga ti pošleš, pa katjuše, pa whatever, a ne. In to ostane tam in se pol, ali pa recimo najslabši so te cluster bombs, ne, ki se v bistvu razletijo, ki so prepovedane in tako, ampak jih uporabljajo. In si pol tiste kose cluster bombov? Ja, tistih v bistvu par procentov vedno ne eksplodira, zato ker imajo neka padalčka, a ne. Na neki določeni višini se ta bomba razpre, ne, in skočijo ven majhne bombe. To je samo za ubijanje ljudstva, se pravi ljudi. To ni nič v bistvu ne... Nobene hude škode ne naredi, ne? Ja, nobene hude škode. Materialne. To vržejo na ljudi, na vojsko, na vasi in tako naprej. In v bistvu pobija to. Plus, najbolj nevaren je to, recimo to sem tudi v Libanonu delal, zdaj ni toliko dolg nazaj, no. Za eno holandska firma za razminiranje tudi se otroci pol s tem igrajo. To so take rdeče bombice, pa imajo taka armena padalčka, ne. In je tako zgleda, kaj igračka, ne. In to otroci prijemajo in se igrajo s temi bombi. Zdaj so se že počasno navadili, ampak ja. Ja, za crkve.